Danes mi je veliko veselje, da lahko govorim z Ino Kukovič-Borovnik, prvo certificirano reinovatorko na svetu po metodi Chief Reinvention Officer. Zdravo, Ina. Zdravo, Nada, me veseli. Tudi mene, super. Ina, s tvojim delom se zavzemaš za diverziteto in kompleksnost razmišljanja. Sama praviš, da vnašaš malo več življenja v naše delovanje. To moram reči, da mi je blazno všeč, ker se mi zdi, da ljudje čisto prehitro pademo v ene ustaljene vzorce razmišljanja, v en avtopilot. Današnji svet pa ne samo, da želi, ampak prav zahteva to konstantno prilagajanje, izboljševanje, spremembe, kar pa je marsikomu lahko težko, ne. Me pa zanima, kako pa ti v bistvu dojemaš inoviranje, zakaj gre pri reinoviranju, kot mu ti rečeš? Hvala, Nada, ja. Zelo se mi zdi v bistvu pomembno vnašati razliko med tem oziroma jo predstaviti, no, tudi vsem, ki bodo imeli čas si to ogledati. In sicer sem prepričana, da smo inoviranja oziroma so inoviranja, inovacije kot nečesa tako novega, se pravi koncepta, ideje, kar še ni bilo nikoli prej v točno taki obliki, na točno takšen način, je sposobno pravzaprav zelo malo ljudi. Tukaj se naslanjam predvsem na teorijo difuzije o inovacijah, kjer pač je dejansko že 60 let, kjer je dejansko povedano, da je tovrstnih ljudi samo 2,5%. Kar je malo, glede na to, da si želimo inovacije razpršiti med vse in vsi bi jih morali biti sposobni. Pravzaprav govori tudi o tem, da ljudje, ki so sposobni takih inovacij, imajo pravzaprav tudi popolnoma drugačne možgane, fizično neke raziskave tudi to kažejo. Reinoviranje oziroma sposobnosti prilagajanja na spremembe, o katerih si tudi ti spregovorila na začetku, smo pa sposobni vsi. To je naša naravna danost, to je življenje pravzaprav. Smo pa zelo navajeni, naučeni, naše strukture v veliki meri, pa nekih stalnic, se pravi manj naklonjenih spremembam. Takoj, ko postane organizacija malo večja, pri čemer ni nujno, tudi startupi imajo bolezen neprilagajanja oziroma sindrom Titanika, kot mu mi pravimo. Tako da reinoviranje res kot sposobnost prilagajanja na spremembe, ki je v nas vseh, smo pa od tega odučeni oziroma so naše strukture v veliki meri postavljene na takšen način, da pozabimo, kaj pomeni prilagajanje. Neprecedenčne ideje, ki dajo potem lahko seveda tudi organizaciji tisto veliko konkurenčno prednost, ki se danes šteje že skoraj v mesecih, ne več v desetletju, ali pa lahko rečemo vseeno, vsaj v letih, ne več v desetletjih ali več. Ja, ta časovnica pa hitrost časa se je spremenila, kar je hecno samo po sebi, ampak dejansko se čas hitreje vrti in cikli so vedno krajši. Res, ja. Kako pa vidiš to funkcijo Chief Innovation Officer? V bistvu število ljudi, ki se na tem področju izobražujejo, ali pa število podjetij, ki vidi v bistvu dodano vrednost zaposlitve kadra s takimi bolj specifičnimi kompetencami, znanji, orodji na tem področju, to število v zadnjih letih eksplodiralo. Čemu ta trend pripisuješ? Mogoče ravno, če se čisto naveževa na tvoj prvi komentar, dejstvo, da je hitrost sprememb, ki smo jim priča danes, glede na našo, to zdaj govorimo makro in mikro nivo, ampak če rečeva makronivojsko, neprecedenčna. Se pravi, tako hitro, kot so neki poskoki evolucijski pravzaprav v naših sistemih danes, tega nismo imeli prej. Zaradi vseh teh povezanosti, tako kot sem rekla, globalno, vsega in tudi industrij in dostopnosti znanj in tako naprej, lahko bi naštevala, skratka, ampak to je pravzaprav razlog, da organizacije stremimo k temu, da preživimo, in ne moreš preživeti, kaj šele, bi rekla, uspeti, se pravi, ne samo se preživljati, ampak biti višje, hitreje, boljši, če ne nameniš
Zdaj, jaz bi temu rekla renoviranju v prvi vrsti, več časa, več denarja, več ljudi. Samo ocena iz naše letne raziskave Chief Reinvention Officer vedno pokaže, ali pa še vedno kaže, da se zelo zavedamo hitrosti sprememb, zelo se zavedamo potrebe po inoviranju ali renoviranju, ampak še vedno temu namenjamo proporcionalno, glede na naše redno delo, zelo malo časa, zelo malo denarja in zdaj se zavedajo, da seveda neka oseba, ki je samo za to namenjena, ki vodi neke procese, strukture znotraj organizacij, je nujna. To je neizogibno sedaj. Verjamem, da na dolgi rok ne bo več potrebe po Chief Reinvention ali Chief Innovation Officerju kot eni osebi, ampak da bomo to vsi na nek način, da pa smo zdaj v nekem času, ko je potrebno dati takšen nivo pomembnosti temu, se pravi zato Chief Innovation, zato tudi Chief Reinvention Officer, ne? Da je to po pomembnosti v organizaciji na tako imenovanem C-levelu, se pravi na vodstvenem položaju, kjer je seveda potem teža odločanja, soodločanja, tako v kontekstu budžeta, fokusa strateškega, tudi ta oseba. To je bilo tudi ena od prednosti, če ima podjetje svojega menedžera inovacij, ne? Ali zato, kot tako se rekla, samostojna funkcija, ali pa kot moče tudi del obstoječe funkcije, morda zdaj v nekih kolektivih, kjer ni to tako razvejano, pa ni toliko ljudi, je to ni samostojno delovno mesto, ampak nekako prevzame to vlogo nekdo zraven svojega obstoječega dela, ampak je pa verjetno vseeno fajn imeti nekoga, ki krovno skrbi za to področje, nekako žene naprej, kako to misliš, kaj je prednost v bistvu tega, da imaš človeka za to področje? Ja, zagotovo, čisto organizacijsko, kot sem rekla, nekdo mora za vsak projekt, ne, voditi, biti odgovoren, biti gostitelj tega procesa, ne. Jaz gledam to bolj kot na proces, ki je ponavljajoči se in potem se tudi širi, ampak ena oseba, ki je tista, ki ima pregled nad tem, zato da je tudi bolj sistemsko, da ni, bom dala praktičen primer, smo videli, tole se dela nekje, daj to prevzami, naredi, bomo videli, kaj se zgodi, kar tudi pač čisto življenjsko se dogaja, ampak zato, da vemo, da ne zahajamo v iste vode prevečkrat, da ne zgubljamo neke energije, denarja, fokusa nekam, kamor mogoče ni skladno z tem, kamor želimo iti ali pa kar zaznavamo. Skratka, v vsakem primeru za en bolj sistemski pristop in s tem, da ne pozabimo in ne rečemo, lepo je imeti inovacijskega menedžerja, samo zdaj nimamo časa, ker moramo preživeti, ampak da je to ostane z nami ves čas, nas malo časih spomne, a smo za tole naredili, kje smo, a smo razpršeni preveč, a smo premalo, ali rabimo več, vedno rabimo več budžeta za preizkušanje, ampak dobro, imamo nekoga, ki ima glas za to. Ja. In seveda za iskanje pravih timov. Kar pa tudi tim pa potem odigra svoje. Ampak ja, fajn je imeti kolovodja, ne? Super. In najlepša hvala za ta informativni pogovor, jaz sem ti res z velikim veseljem prisluhnila. Super je bilo. Hvala, Nada, za povabilo. Ja, drugače za vse, ki pa vam je ta klepet zbudil zanimanje in čutite, da tukaj gre za veščine, ki bi vam v vaši karieri ali pa vašem podjetju lahko res zelo koristile, pa vabim na naš izobraževalni program Manager inovacij oziroma Chief Innovation Officer, kjer bomo šli dosti globlje v prakso in v konkretna orodja, pristope, s katerimi si lahko pomagate, da v bistvu sistemsko spodbudite to aktivnost na tem področju. Vljudno vabljeni.